Jojo, Blaž, živo pozdravljen, kako si, kako gre? Pozdravljen, dobro, vesel za Gorana, vzhičen, tako da komaj čakam, da posnameva še tale podcast. To bo prava serija Miami proti Los Angelesu, zabaviščni park na vzhodu proti zabaviščnem parku oziroma centru zabavne industrije na zahodni obali. Dve mesti, ki uživata izjemno pozornost medijev, ne samo zaradi športa in športnih ekip, ampak tudi zaradi mnogih drugih stvari. Sedaj bodo kamere sveta, ne samo v ZDA, naslednje 2 tedna obrnjene. Ja, zdaj samo v Orlando, nažalost ne bomo gledali, to je tisto, kar manjka letos, Blaž. Navijači. Ja, dejansko, ja. Pač res pogrešamo navijače. Mislim, ne samo v košarki, tudi v vseh drugih športih. Mislim, da se res pokaže, kak čar dajo navijači športu in tega je res škoda, no, da ni, ampak kaj čemo, take situacije, lahko smo predvsem veseli, da si imamo s čem kratkočasiti, ker brez športa je bilo meni zelo, zelo dolg čas. Ja, meni tudi, nisem vedel, kaj bi gledal. Poskušam gledati serije, kakšne filme, a veš, in sej, I love it all. Mi je vse fino, vse rad gledam, rad poslušam, ampak ja, take drame, komedije, tragedije, vsega v enem, to je, kaj pa vem, najboljši reality show, čeprav je skorda žaljivo do športa, če ga označimo za samo reality show, ker je še dosti več kot to, ampak to je tista realnost, prave emocije, ne pa zaigrano vse in to je tisto, kar ja tudi jaz najraje gledam. Ja, Matej, preden pa se lotiva vsebine, bi samo prosil poslušalce, če lahko všečkajo tale video posnetek na YouTubeu, če poslušate tam, se naročite na kanal, kliknete tisti zvonček in pa enako, da storite recimo na iTunesih in pa na SoundCloudu. Vsak všeček nam pomaga več, kot mislite, tako da hvala že vnaprej. Ja, res je, tukaj nekaj dodati, gremo pogledati tiste glavne poudarke te serije, ki bo nedvomno odlična. Blaž, mislim, da se boste v finalu srečali dve najboljši ekipi te končnice. Najboljša ekipa vzhoda in najboljša ekipa zahoda. Obe sta nanizali 12 zmag in 3 poraze, tako da imata identičen skor po tej končnici. Nobenemu izmed teh dveh moštev ni bilo potrebno odigrati tisto 7. tekmo. Pravzaprav tudi serije so zelo podobno potekale. Ja, dejansko je Miami imel težave na koncu le z Bostonom, pa še to v narekovajih. Toliko težav, kot so jih imeli Lakersi z Denverjem, lahko rečemo. Boston je bil blizu, Boston je na trenutke ogrožal Miami, vendar na koncu kar dominantna zmaga in enako bi lahko rekli za Lakers proti Denverju. Denver je bil blizu, so jih ogrožali na nekih tekmah, lahko bi bilo tudi malce drugače, če ne bi bilo tiste AD-jeve trojke na drugi tekmi, ampak ja, na koncu dve najboljši ekipi, sicer drugačni ekipi, drugače zgrajeni ekipi, ampak najboljši ekipi. Ja, mogoče bi si lahko kar pogledala najboljše igralce obeh ekip in če začnemo recimo na zahodu, definitivno Anthony Davis in pa LeBron James. Davis v tej končnici dosega slabih 29 točk na tekmo z 57% metom iz igre, 36,6% je za 3, pri tem zbere še 7 skokov in pa 3,6 podaje, medtem ko LeBron James 26,7 točke ob 54,7% metu iz igre, 34,9% za 3 in pri tem zbere 10,3 skoka in pa 8,9 podaje, tako da mislim, da ni treba dvakrat ugibati, kdo ima škarje in platno v rokah pri Lakersih, pri organizaciji igre. Ja, Blaž, alfa in omega pri LeBronu se začenja, pri AD-ju večinoma končuje vse. Gre za, kako bi rekel, 1A, 2A situacijo ali pa 1A, 1B situacijo. Mislim, LeBron je glavni motor, AD je pa glavni finišer v ekipi, tako da delujeta kot dobro naoljen stroj.
Tako, in če pogledamo še Miami, najboljši strelec končnice je Goran Dragić, 20,9 točke, ob 45% metu iz igre 36,3 za 3, potem temu doda še 4,2 skoka in 4,7 asistence. Potem Jimmy Butler 20,7 točke na tekmo, 45,7 odstotkov iz igre, 36,7 za 3, temu doda 5,7 skoka in 4,5 podaje. Predvsej podobna statistika kot Goranova. Ja, skoraj da identična. Potem pa moramo omeniti še obrambni steber Bam Adebayo, 18,5 točke ob 57% metu iz igre. Trojke ne meče pretirano oziroma praktično ne meče. Potem temu doda še 11,4 skoka in 4,9 podaje in je v bistvu najboljši podajalec v play-offu te ekipe. In pa še honorable mention Tyler Hero, 16,5 točke, 46,3% met iz igre, 37,8% za 3, temu doda 5,5 skoka in pa 3,9 podaje. In to je, mislim, da tista sveta četverica, kar se tiče napadalne igre Miamija. Trojica, predvsem tukaj Dragić, Butler in Adebayo, tudi vsi imajo 4, v bistvu 0,2 oziroma 0,4 razlike je med vsemi tremi. Gre za minorno razliko, oni si nekako skoraj da 33 pa 33% vsake eno tretjino organizacije nekje prevzame. Bam, ti si ga mislim, da ko smo podeljevali nagrade za najboljše peterke lige, želel dati celo v prvo peterko in takrat je bila to zelo hrabra poteza, ampak Bam je center prihodnosti. V tej končnici je to nedvomno potrdil in na velika vrata potrkal in mislim, da v naslednjih letih, tudi glede na starost, bomo še debatirali kar dostikrat, kdo je boljši center, Bam Adebayo ali pa Nikola Jokić. Ja, jaz se to popolnoma strinjam in vse sem napovedal, prva peterka, ne, mislim, jaz vem. Ja, ne, mislim, ker morda, veš, bo kdo zdaj presenečen. Nikola Jokić je verjetno v tem trenutku najboljši čisti center lige, čeprav v prvi peterki je na koncu pristal Anthony Davis, ampak on je bolj štirka. On tekme, Lakersi, tudi v končnici, večino tekem so začenjali z njim na položaju 4 in Howardom na položaju 5. Tako da, ja, ko se gre za nagrade, je AD 5, ko pa gre za dejansko igro, je pa v bistvu bolj šterka. Ampak verjetno ravno Anthony Davis, ko govorimo o najbolj raznovrstnih, visokih igralcih lige, so to verjetno ravno Anthony Davis, Nikola Jokić in Bam Adebayo, ko govorimo o najboljših, najbolj nadarjenih, visokih igralcih v tem trenutku. Ja, brez dvoma. In to pač, ja, kot sva že povedala, tudi dokazuje celotno končnico. In v bistvu tale matchup Adebayo-Davis bo kar zanimiv v tej seriji. To bo eden od zanimivih matchupov, eden od ključnih matchupov. Zdaj, tista ključna stvar, ki jo velja omeniti takoj na začetku, je to, da Lakersi imajo najboljša dva igralca v tej seriji. LeBron in Anthony Davis sta boljša od kogarkoli v postavi Miamija, ampak ko govorimo pa potem o tretjem najboljšem igralcu, četrtem najboljšem, petem, šestem, sedmem, morda tudi osmem, bi pa lahko rekli, da ima Miami naslednjih 5 igralcev, recimo, ko govorimo o tretji najboljši igralec v seriji, četrti najboljši, peti, šesti, sedmi, osmi, sem rekel, so pa verjetno vsi v postavi Miamija in ko si ti omenil statistiko in kot honorable mention omenil Tylerja Heroja, bi lahko kot honorable mention omenil še Crowderja, Robinsona in tudi Iguodalo. To so ključni igralci. Iguodala sicer ne skozi celotno končnico na začetku proti Indijani, mislim, da prvo ali drugo tekmo si je tudi zvil gleženj in potreboval nekaj časa, tudi ni igral na vseh tekmah, ampak na tej zadnji ključni tekmi 6. proti Bostonu je pokazal, zakaj so ga pripeljali. Je zadev ključne koše, je tudi on dobro organiziral. Gre za enega od najbolj raznovrstnih igralcev lige, ki je seveda igral ključno vlogo pri vseh naslovih Golden State Warriorsov. Ne, nazadnje je tudi MVP finala, tako da... MVP finala, ki si je ta naziv prislužil tudi z odlično obrambo na LeBronu Jamesu.
Točno tako. In še ena stvar, ki jo morava omeniti, je ta, da Miami skozi celotno končnico v vsaki seriji je bil nekdo drug najboljši strelec. V prvem krogu končnice je bil Dragić najboljši strelec ekipe, v drugem krogu je bil to Butler in proti Celticsom je bil to Bam Adebayo. In v bistvu Miami ima v tem trenutku recimo 5 igralcev, ki so sposobni praktično na vsaki tekmi preseči 30 točk, če imajo seveda nekoliko svoj večer. In da imaš toliko igralcev, ki so to sposobni narediti, je to kar precej velika nevarnost za Lakerse. Miami ima nedvomno globjo klop, se lahko zanaša na več igralcev kot Lakersi in seveda tudi koncept igre obeh ekip je temu prilagojen. V vrstah Lakersov se seveda vse začenja in končuje, oziroma večino stvari začenja in končuje z LeBronom in Anthonyjem Davisom. V vrstah Miamija pa, tako kot si zdaj povedal, 5 igralcev je sposobno, recimo zagotovo Dragić, Butler, Adebayo, Hero tudi, pa tudi recimo Robinson je igralec, ki, če ima dober večer, lahko zadane 7, 8, 9 trojk, je eden izmed najboljših ostrostrelcev lige to sezono. Številke to nedvomno potrjujejo, ne samo število zadetih trojk, ampak tudi odstotek meta v rednem delu in v končnici. Tako da ja, teh 5 igralcev, Dragić, Butler, Adebayo, Hero in Robinson, predstavlja neko določeno širino in tudi Crowder in Iguodala seveda. Crowder odlično meče za 3 in ko se je recimo na zadnjih 2-3 tekmah ravno Crowderju malce ustavil met za 3, tudi Goranu zadnje 2-3 tekme, nasploh cela ekipa je malce padla v tej strelski formi, začela je zelo vroče končnico, ampak to je tudi prineslo neke določene težave v napadu, oziroma so se morali bolj zanašati na svojo obrambo. No, ravno ko govoriš o obrambi, moje osebno mnenje je, da Miami igra boljšo obrambo od Lakersov. Imajo tudi boljše obrambne igralce, Jimmy Butler, vemo, da je pes, ko pride do obrambe, Adebayo, fantastičen, Goran Dragić, verjetno v tem trenutku top 3 two-way point guard v ligi. Ja, on in CP3 mislim, da sta v tem trenutku veterana podobnih let, ampak sodita med recimo 1 in 2. Mislim, da je to ta končnica tudi potrdila, ko govorimo o igralcih, o organizatorjih, ki igrajo na obeh straneh parketa in ki seveda nimajo tiste višine, da lahko switchajo na 2, 3, 4 na precej više igralce. To Dragić in CP3 in kot referenco za to bom vzel Shaka. Shaq je namreč par dni nazaj to povedal. Tako, ja, in pa zraven upoštevamo še Crowder, Iguodala, ki sta tudi pač obrambno fantastična igralca, ki lahko prevzemata tudi više igralce in jaz mislim, dejansko, če bi mogel ocenjevati, zdaj tako bom rekel, da je Miami bistveno slabši nasprotnik za Lakerse, kot pa bi bili to Celticsi. Dejansko v obrambi Miami ima igralce, ki lahko omejijo, ne moreš ustaviti takih nadstandardnih igralcev, kot sta AD in LeBron, ampak imajo pa igralce, ki jim znajo povzročiti zelo veliko težav, zato mislim, da ima Miami boljšo obrambo kot pa Lakersi. Tudi Lakersi igrajo zelo dobro obrambo, ampak tisto, kar ima Miami, kar je Miami pilil celotno sezono in o čemer sva midva tudi govorila že med sezono, je pa ta njihova conska obramba. Njihova cona, 3-2 cona je bila strup za Celticse. Na večini tekem, šele na tej zadnji tekmi, zadnji, so našli nekaj rešitev, predvsem pick and roll je bil zelo uspešen na vrhu. So si priigrali preko tega nekaj dobrih priložnosti, ampak drugače pa ja, so se vse preveč zanašali na individualno kvaliteto, individualno igro, igrali pač 1 proti coni in to ne gre. Na račun tega so izgubili kar nekaj tekem, ampak preprosto niso našli recepta, se so poskušali več različnih stvari. Stevens je odličen trener, ampak Spoelstra je v tej seriji dokazal, da je boljši od njega, vsaj kar se tiče taktike. V tej seriji Celticsi ga je Spoelstra nadtreniral, če tako rečemo, outcoached him.
Ja, mislim, v tej seriji je pač Spoelstra tudi boljši trener od LeBrona, tako da jaz mislim, da tukaj ne bi smel biti težavno. Od LeBrona in Vogla. Ja, od obeh je Spoelstra boljši trener, taktično prednost bojo imeli. Zanimivo bo videti, kako se bodo Lakersi spoprijeli s to cono. Namreč Celticsi imajo malce boljše strelce, ostrostrelce, ki mečejo za 3 kot Lakersi in niso bili najbolj uspešni. Gre za izjemno gibljivo 3-2 cono, vsi igralci se, kot pravijo, on a string, na vrvici povezani, ko pride do prevzemanja, ko pride do rotacije, takoj naslednji igralec. Res je lepo gledati njihovo obrambo, ko žoga zaokroži v napadu in kako istočasno, ko recimo Goran teče na trojko pokrit ostrostrelca, se Bam pomakne pod obroč in krije Goran v hrbet. Praktično sinhronizirano in to je to, on a string, na vrvici res imajo lepo igrano to cono in verjetno bomo že na prvi tekmi videli, kaj bodo v tej situaciji naredili Lakersi. Namreč Lakersi se pa bolj zanašajo na individualno kvaliteto v obrambi LeBrona in Nadija. LeBron je v seriji z Denverjem pokazal, potem na koncu prevzel recimo Murrayja, izjemno vročega, ogretega, enega izmed najbolj vročih igralcev letošnje končnice in ga praktično zaustavil. Na zadnjih 2 tekmah je bil, mislim, da Murray proti LeBronu, ko ga je LeBron pokrival v zadnjih 5 minutah, 2-12, nekaj takega. Ja, ampak ne pozabi tudi AD-ja, ki je tudi odličen obrambni igralec, ampak potem je pa že, potem imajo pa še Dannyja Greena, ki je odličen v obrambi, potem pa že nimajo več obrambnih igralcev na nivoju Miamija, tako bom raj rekel. In ta serija, mislim, bo res zanimiva. Tudi zanimivo bo recimo videti, kdo bo pokrival Dragića, bo to Green, bo to Caldwell Pope ali bo to mogoče Rondo, ne vem. Tudi to bo zanimivo, ker recimo Dragić je imel nekaj težav proti Celticsom potem, ko so v bistvu Kembo dali z njega in ga je prevzel Marcus Smart, ki je bistveno boljši obrambni igralec od Kembe. Razlika je vesoljska. Vesoljska, ja. Kemba je eden od najslabših obrambnih igralcev in Goran je seveda na prvih 2 tekmah 29 in 25 točk ga je zlorabil, če tako rečem, in tudi v obrambi odlično odigral na Kembi. To je tista prednost, ki jo ima Goran, o kateri so že govorila, ampak in ta rošada, potem Smart na njemu, najboljši obrambni igralec Celticsov, s tem, da seveda Jaylen Brown in Tatum sta tudi odlična obrambna igralca in praktično so se potem te 3 ves čas izmenjevali na njemu, primarno ga je Smart kril. To je pa omogočilo več prostora Tylerju Heroju, ki je to odlično izkoristil. Mislim, dejstvo, da je bil na njemu več časa Kemba in je potem seveda on zlorabljal Kembo. Kot so že rekli, ravno to je njihova prednost, da lahko katerikoli igralec izkoristi mismatch, ki ga ima. Če vidi, da ima na sebi slabšega obrambnega igralca, to hitro zna Miami izkoristiti. Žoga v njihovem napadu odlično kroži in to, kar si omenil, 2 odlična obrambna igralca, potem pa recimo Danny Green, velja za odličnega obrambnega igralca, za enega od boljših obrambnih igralcev na zunanjih položajih, ampak ne to sezono, pa tudi ne toliko v tem play-offu. Občuten padec v kvaliteti njegove on-ball obrambe, 1-na-1 obrambe, bi rekel, še vedno je pa odličen ekipni obrambni igralec. Pa tudi Rajon Rondo tukaj v najboljših letih je bil on odličen obrambni igralec, ampak mislim, da bi ga lahko zdaj, če bo recimo pokrival Gorana, ga Goran kar izkoristil tale matchup. Ja, recimo mogoče lahko samo tako malo za občutek povem, da sta se v letošnji sezoni Lakersi in pa Miami so se srečali 2krat in se pravi 8. novembra in 13. decembra, obe tekmi so dobili Lakersi. Tisto 8. novembra so Lakersi zmagali s 95 proti 80, tisto decembrsko so dobili z rezultatom 113 proti 110, tako da bom rekel, gledano na zgodovino. Ja, Blaž, ampak obe tekmi sta se igrali pred tistimi tradi, menjavami in temeljitimi spremembami v postavi Miamija. Tako, in ravno zaradi tega mislim, Miami sicer obe tekmi izgubil, na tej drugi tekmi niti ni igral Dragić zaradi poškodbe.
Tako da teh v bistvu tekem niti ne moremo vzeti kot neko predogled, kaj bi se lahko dogajalo v končnici, ker šlo bo dejansko za popolno nov matchup in Miami je bistveno dvignil svojo igro od takrat naprej in mislim, ne vem, sploh ne vem več, kaj bi rekel. Dejansko komaj čakam, da se v bistvu začne ta serija. Ja, rotacija Miamija je povsem drugačna kot na teh dveh tekmah, zdaj tudi drugi igralci, tako da to ne more biti neko merilo za te tekme. Dejstvo je, da Lakersi v tej seriji so favoriti, mislim, na papirju so definitivno favoriti. Tudi sodniki jih bodo tretirali kot favorite, to ne smemo pozabiti. Bomo videli, kako bo s temi superstar calli, super zvezdniškimi piski LeBronu in AD-u, kako bodo tretirali, to bomo zagotovo pozorno spremljali sojenje. Miami pravzaprav, z izjemo morda prvega kroga proti Indiani, proti Milwaukeeju ni bil favorit. Tudi proti Bostonu niso bili favoriti. V obeh primerih, Milwaukee je bil podoben favorit kot zdaj Lakersi, če gledamo samo podatke stavnic. Boston je bil sta bila pa precej uravnotežena, majhno prednost je imel Boston, majhno prednost so stavnice dejale Bostonu. Zdaj, Lakersom pa podobno recimo kot so dejali Milwaukeeju, čeprav, če bi bolj pozorno gledali redni del sezone, tako kot so midva že govorila v prejšnjih podcastih, bi nedvomno videli, da je Miami ekipa, ki je bila idealno ustvarjena za to, da zaustavi Giannisa in Milwaukee Buckse. In tisto, recimo, kar so v seriji z Milwaukeejem prikazali, ko govorimo o obrambi, je bila odlična obramba v tranziciji, vračanje nazaj, vedno trije igralci pred Giannisom in niso dosti se zanašali na to njihovo cono. Zdaj, proti Bostonu prvo četrtino niso ravno začeli s cono, ampak tam nekje druge polčase skoraj da v celoti igrali cono, ali pa zdaj na tej zadnji tekmi, 6. tekmi so pa tam nekje proti koncu prve četrtine, začetku druge četrtine začeli igrati consko obrambo. Tako da hočem reči, dva drugačna pristopa, drugačni obrambi, ampak v obeh primerih zelo uspešni. In morda bo to serija, ko vlečemo te primerjave z Detroitom 2004. Detroit 2004, finale proti Lakersom, tista zadnja ekipa brez, če tako rečemo, superzvezdnikov, ki je premagala superzvezdniške Lakerse takrat s Kobijem, Shaqom, na klopi so imeli Karla Malona, Glava Garyja Paytona, res mislim, stacked postavo od 1 do, 12, trener je mogel res razmišljati, kakšno rotacijo in kakšno minutažo dati, tako ubilico igralcev je imel, ampak zdaj lahko nekako vlečemo te paralele in tudi tisti Detroit Pistonsi so zmagali z odlično obrambo, takrat strli Lakerse, morda lahko to rečemo tudi za to serijo, da bo na koncu odločala obramba. Recimo, Miami je bolj neugoden matchup nasprotnik za Lakerse, kot bi bili Celticsi. Miami sem že omenil, Ja, ima več igralcev, ki jih lahko, ne samo na LeBron, tudi na AD-a, veš. Ti si že omenil tale matchup med Bamom in AD-em. Tale zna biti tisti matchup, ki bo odločil. Ekipa od tistega, ki bo dobil ta individualni dvoboj, bi na koncu znala zmagati. In zanimivo bo tudi videti, kako bodo Lakersi igrali obrambo proti, ne samo, ko že govorijo toliko o tej obrambi, Miami ima tudi izjemen napad. Na tej zadnji tekmi se je ravno pokazala že spet ta globina, ta nepredvidljivost, koliko igralcev lahko prispeva ključne koše in na koncu so imeli, 57% met iz igre, 48% za 3 na prelomni tekmi, najbolj pomembni tekmi, kjer je bilo za Celticse seveda do or die. Sicer sem omenil, da predtem je Miami imel nekaj tekem, je bil malce v strelskem mrku, do tega lahko pride tudi proti Lakersom, ko preprosto ne zadevaš teh odprtih metov, ki jih zadevaš sicer. In mislim, tukaj je res toliko dejavnikov, ki bo na koncu odločalo, ker recimo Dannyja Greena sva izpostavila. Dannyja Greena, o katerem sva že govorila v njegovi obrambi, on je recimo v San Antonio Spursih zadev nič koliko pomembnih ključnih trojk,
bil v tistem zadnjem finalu drugi, tretji najboljši igralec Spursov. Vsekakor izjemen ostrostrelec, ampak v tej končnici, Lakersi niso tako nevarni za tri, tem so tudi že nekaj govorila kot Celticsi, in glede na to, da so Celticsi imeli toliko težav s cono, z njihovo consko obrambo, kljub temu, da imajo vsaj na papirju bolj globoko ostrostrelsko ekipo, bo zanimivo videti zdaj, kako bo z Lakersi, pri katerih je to lahko neka določena šibka točka in seveda še dodatna voda na mlin Miamijeve cone. Ja, točno tako in tako kot govorijo, v bistvu že ves cajt, obramba, to jaz mislim, da bo na koncu odločalo in to je nekaj, zaradi česar sem jaz optimist za Miami v tej seriji, no. Jaz dejansko upam in si želim in v bistvu zdaj bi šel plačat loto, mašo, ne vem, karkoli pa se že plača v tem primeru, da bi Goran, ja, mislim, nasplošno, no, karkoli bi zdaj pač plačal, da Goran osvoji tale naslov, no. Mislim, plačam karkoli, no, to hočem bolj povedati. Sem mislil, da bo še rekel, da bi šel staviti zdaj, da bi šel plačati stavo, potem pa ti začneš o nekih mašah, nisem njimi čist. Ja, ne, pač karkoli zdaj bi plačal, sam zato, da Goran osvoji tale naslov prvaka, mislim, da si to izjemno zasluži, koliko sva že povedala, celotna njegova karijera. Ja, lahko naročiš mašo, plačaš mašo? Ja, normalno, kako mislim? No, viš, ti si v teh aspektih bolj izobražen, veš, nisem vedel tega, zaradi tega mi ni potem, zanimivo, mislim, bom dal še nekaj zraven, Blaž, potem, za naslov Goran si zaslužno, mislim, Gogi, res po vsej te poti, ki je prehodil, prvi strelec prvaka vzhodne konference in enega od dveh finalistov. Pač jaz imam poseben del srca, imam namenjen samo za Gorana, ko pride do košarke in to bo vedno tukaj ostal in jaz res pač njemu privoščim vse najboljše. Mislim, da ni boljšega človeka in jaz res držim pestino za njega. In po vsem, kar sta zdaj povedala, jaz mislim, da Miami ima zelo lepe možnosti, da osvoji ta naslov in da dejansko gre Goran v zgodovino kot eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov. Gogi za MVP finala, to bi pa bilo, mislim, po MVP-ju Eurobasketa še MVP finala, to je... Ne jinxat. Zdaj je že prepozno, če sem jinxal, ampak želel sem reči, da je to do zdaj uspelo samo Dirku Novickemu in Goran je že, kot so govorila, z dosežki v svoji karieri v zelo, zelo majhni skupinici evropskih igralcev, ki so dosegli v NBA in v Evropi to, kar je dosegel on, res na prste ene roke. Ampak, zdaj s prstanom, bomo videli, mislim, da bo odlična serija. Blaž, tako za konec, bi te jaz še vprašal za konkretno napoved, kaj praviš? Kako se bo končala serija? 4-3 Dragić ob zvoku sirene za zmago. Podpišem, plačam mašo, karkoli, že pač, verjetno bom pa tudi stavil v plaču in stavil ravno na to. Ja. Mislim, da 4-3 Miami, zdaj favoriti, se sva rekla, so Lakersi, ampak če že dajo napovedi, bo dala napovedi ne samo z glavo, ampak tudi srcem. V vsakem primeru mislim, da bo izenačena serija, da se bodo tekme odločale v samem zaključku. Miami ne bo popuščal, tudi če izgublja za 10, 15, 20 pik, to so pokazali že tudi proti Bostonu in nikoli jih ne moreš izključiti. Oni so res tisti pravi underdogi, ekipa pravih psov, kot si pravijo, real dogs, in tudi za Butlerja so rekli, da je zato tako uscvetel v tej ekipi. Udonis Haslem je dejal, če ga daš na vrt z mucki, jih bo požrl. Če pa Jimmyja, ki je pravi pes, real dog, daš v pesjak z ostalimi pravimi psi, se bo pa počutil kot doma. In Miami je res ekipa tistih pravih psov, borcev. Kot je rekel Bam tudi zdaj ob osvojitvi naslova prvakov vzhodne konference, prav vsi v ekipi imajo chip on the shoulder, imajo nekaj za dokazati, so bili podcenjeni v njihovih karierah.
Ja, ko že omenjaš te underdoge, samo poglejmo si Miamijevo prvo peterko. Najvišji pik je Bam Adebayo, ki je bil izbran kot 13. na naboru. Jimmy je bil, mislim, da 30. Goran 44. 45. mislim, da sorry. Celo 45. Mislim, tako tudi Crowder 30. 33, 34, tako. Mislim, vsi so bili zelo visoki piki in Duncan Robinson sploh ni bil draftan. Tako da, in to je njihova prva peterka. Duncan Robinson je recimo tam nekje 2-3 leta nazaj razmišljal celo o tem, da po koledžu bi končal z kariero košarkarja in razmišljal o tem, da bi postal športni novinar. No in kako se obrnejo stvari, ha? Ja. Ampak na drugi strani pa recimo imamo Lakerse, ki imajo prva pika na naboru v LeBronu in pa AD-ju. Celotna ekipa Miamija je pač taka, ki nihče v bistvu ni verjel ob začetku njihovih karier v njih, da bi bili kaj više na draftu, kot so bili, in tudi zaradi tega jih je užitek gledati in so res tista ta prava, bom rekel, poosebljajo ta Detroit Pistons, kot si že omenil, in so podobno bad boyi, če lahko temu tako rečem, kot so bili oni. Delavska ekipa, točno tako, ki gara ena za druge in včasih, mislim, ponavadi je tako, no vsaj jaz sem bolj ljubitelj bolj kolektivne košarke in to Miami ima bistveno bolj kot pa Lakersi in tudi zaradi tega, bom rekel, jaz pravim, da Miami ima lepe možnosti proti Lakersom in dejansko zna biti zelo zanimiva izenačena serija in jaz res upam, da na koncu zmaga Miami. Tako, jaz mislim, da v Sloveniji bodo tudi Lakers fani navijali za Gorana. Vsaj upam, da bojo, ker Miami, če govorimo samo o tem, kdo si zasluži, čeprav vse na drugi strani je tudi ta celoten storyline s Kobijem. Lakersi letos igrajo za Kobija in da ne bom rad preveč sentimentalen zdaj na koncu, Goranu bolj prvoščem. Tudi bom rekel tako za Gorana, on bo, mislim, prvi Slovenec, ki bi osvojil naslov s tako v bistvu pomembno vlogo v ekipi. Imamo že Slovence s prstani, ampak da bi imel nekdo res tako zelo pomembno vlogo v ekipi, je pa da sedaj ni imel še noben in tudi iz tega vidika bi bil Goran nekaj posebnega in jaz dejansko resnično mu privoščim in jaz mislim, da ni Slovenca, ki mu to ne bi privoščil, ne glede na to, ali so Lakers fani ali ne. Ja, prvi strelec prvakov vzhodne konference in lahko samo potrkamo in mu zaželimo, da bo tako tudi v finalu in da na koncu svojo ekipo osvoji tako želeni prstan. Blaž, bi še kaj dodal ti tukaj? Ne, v bistvu ne bi nič. Ne pozabite nas spremljati na Facebooku Košarka NBA Slovenija in pa na Instagramu Košarka NBA Slovenija. Naročite se tudi tam, spremljajte nas, novice. Drugače, kar se pa same teme tiče, pa mislim, da smo bila več kot izčrpna in jaz upam, da bodo poslušalci dobili nekak uvid v Gorana in zakaj pač midva meniva, da je podcenjen in zakaj tudi meniva, da Miami lahko dobi to serijo, tako da. Ja, mislim, je bil, ampak ne več. Ja, še vedno mislim, da bi lahko dobil malo več recognition, kot ga dobi. Ga dobi več, kot ga je, ampak še vedno mislim, da bi ga lahko dobil še več. Ampak da se ne bo zavrtela že spet okoli najne debate. Gremo Goran, gremo Miami. Mi se pa slišimo po prvi tekmi z analizo, zato seveda, kot je Blaž dejal, všečki naročnine, se to nam pomaga. Blaž, ajde.